Dragi gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo WW Faktor. In kot že veste, resnica boli, komentarji še bolj. Pa ni vseeno, kdo kaj reče. Medtem ko se vam Miro Cerar, Karl Erjavec in Dejan Židan smehljajo iz medijev in obljubljajo, da bo po volitvah 3. junija vse super, vse in sploh, seveda, če bo se spet volili njih, pa se za temi umetnimi nasmehi ter lažnimi obljubami dogajajo in skrivajo zelo umazane podrobnosti. Na naš račun, seveda. Iz finančnih skladov, ki so v lasti države, se kradejo milijoni evrov, kar smo videli na primeru slabe banke in prodaje industrijskega kompleksa KLI Logatec, hkrati pa odhajajoči vladarji svoje kabinetne ljubljenčke zaposlujejo po javni upravi na varna delovna mesta s pogodbami za določen čas, da jih nova vlada ne bi mogla odpustiti. Tako je gospodarski minister Zdravko Počivalšek te dni znotraj ministrstva, ki ga trenutno še vodi, na delovno mesto podsekretarke zaposlil svojo tesno sodelavko Dijano Madžarec, ki bi sicer morala po junijskih volitvah zapustiti ministrstvo skupaj s Počivalškom, saj se je v njegovem kabinetu zaposlila na tako imenovano politično zaupanje ministra za določen čas mandata ministra Počivalška. No, to je samo en tak razkriti primer. V bistvu pa gre za trike in prevare, ki se nam dogajajo pred nosom, jih je pa na desetine. Vse to se dogaja tiho in potuhnjeno in seveda na račun nas davkoplačevalcev. Dijana Madžarec je sicer tista visoka uradnica, ki je, spomnimo, postala razvpita ob obisku ministra Počivalška v Dubaju in Iranu, kjer se je blamirala z neprimernim oblačenjem. Tako je v Dubaju med uradnimi sestanki nosila kratko krilo in kazala noge, v Iranu pa si je glavo prekrila z ruto. Danes pa bomo za vas komentirali poskus politične vrnitve ljubljanskega župana in predsednika Pozitivne Slovenije Zorana Jankovića, začinjen z osebnim stečajem njegovega starejšega sina Damjana Jankovića. Z menoj sta naša stalna komentatorja, odvetnica Lucija Šikovec-Ušaj in pa ekonomist Bernard Brščič. Lucija in Bernard, lepo pozdravljena. Najprej, preden gremo v debato, pa si poglejmo, kaj o Zoranu Jankoviću pravi Tomaž Štih, nekdanji programski direktor Državljanske liste, ki danes živi in dela v Londonu, na Twitterju pa ga poznamo kot lucidnega twitteraša libertarca. Štih je bil namreč prejšnji teden gost oddaje Intervju na TV Slovenija, zdaj bomo pokazali odlomek, ko Štih govori o Zoranu Jankoviću. Ker je uspešen gradbinc in mešetar je izrazito neuspešen finančnik, ne, in mu pravzaprav vse propade. Ne. Pušča uničena podjetja, pušča dolgove za sabo in to so še te vidne stvari. Nevidne stvari so pa recimo, da je Ljubljana zdaj zadolžena do zakonskih meja, ne, in da se vsake toliko časa pojavijo te prošnje, da se dovoli povišati Ljubljani zadolževanje, da se dovoli stanovanjskim skladom povišati te zadeve, ravno zato, ker je bil ta denar zdaj potrošen. Ne. Tako da iz tega stališča je jasno, da politiki, ki gradijo s cementom, ljudem imajo nekaj za pokazati, ne, prikrito pa ostane, kakšne so posledice tega. In jaz mislim, da škoda, ker se ni zgodilo, no, da bi bil Janković samo izvajalec, ne, da bi imel pa nekega sposobnega finančnika nad njim, ki bi ga komandiral, ker bi verjetno dosegli bistveno več za bistveno nižjo ceno. Ne. Po drugi strani, v političnem smislu je pa Janković stara elita. Janković je levičar, maziljenec globoke države in njemu se ne more nič zgoditi. On je nedotakljiv. Ne. Njemu trofejno skurijo dokaze na policiji in tožilstvu. Vse dolgove enostavno mislim, da ima njegova družina in on skupaj na desetine milijonov dolgov in to bo enostavno šlo v prisilnih poravnavah oziroma kakorkoli bo že to naredil v odpise. Ne. On bo pa še naprej glavni govornik na prvomajskih proslavah za delavstvo, ne, ker je... Ja, nekdo se mora zavzeti za delavske pravice, ne? Ja, kot v skladno s staro socialistično šolo, ne, da je socializem nekaj, kar se govori, ne, kar se v resnici dela, ne. In Janković se točno tako obnaša, ne. On ima polna usta socialističnih parol, ne, in polne žepe kapitalističnih dolarjev. Zdaj videli smo ta posnetek, no, Tomaž Štih je bil pred časom tudi gost na naši televiziji, v oddaji WW Faktor. Ampak Lucija pa Bernard, zdaj preden gremo k tej najnovejšim političnim potezam Zorana Jankovića, se za hip ustavimo pri tem uvedbi osebnega stečaja za njegovega starejšega sina Damjana Jankovića, ne, formalno nekako glavnega poslovneža družine Janković oziroma direktorja vseh teh podjetij, ki jih pač ima družina Janković. Ne. Ali recimo začetek, po vajnem mnenju, ali začetek osebnega stečaja nad Jankovićem, ki ga začelo sicer Ljubljansko sodišče na predlog bivše Hypo banke, to je Hete, pomeni, da se recimo kaj premika v teh postopkih zoper Zorana Jankovića oziroma zoper družino Janković, no, po vajnem mnenju?
Torej, po mojem mnenju ne. To je samo dokaz, da je Zoran Janković in njegova družina še vedno sodi v kasto vseh številnih rdečih buržoaznikov, kako bi rekel, buržujev, ki so šli v osebne stečaje, hkrati pa vidimo, kakšnim bogastvom so obkroženi, se jih sprejema z visokimi častmi, se še vedno profilirajo kot izjemno dobri gospodarstveniki, potem imajo izvršbe svojih kakor žena na plače oziroma zaradi preživljanja, vse premoženje je bilo prepisano, oni so v osebnem stečaju, skratka, da so dovolili stečaj Damjanu Jankoviću, pri tem, da smo nekje sem zasledila, da je njegova partnerka živi, torej ne dela nič in živi na veliki nogi, skratka, gre za statusne zadeve, torej oblačila in tako naprej, torej definitivno družina ni obubožala, ampak zdaj upniki pa so obubožali in tole bo zdaj za upnike katastrofa. Torej ne bi mu smeli dovoliti osebnega stečaja, dokler živi v luksuznem stanovanju na Trnovem, dokler se vozijo in živijo tako, kot živijo. Takim ljudem se ne bi smeli dovoliti osebnega stečaja. To je to. Ampak zdaj, rekla si, da živi na Trnovem, ne, tam pač živi res nekem Mučeradnici, ja, to je ena stavba, najbolj znanih ljubljanskih stavb, ki so nekako najdražja stanovanja. Ampak to bi pa še rekel v tem kontekstu, zdaj, ko pač omenjaš, kje živi Damjan Janković. Zdaj, v kontekstu tega stečaja, uvedbe tega stečaja smo izvedeli, se prej tega nismo vedeli, da ima stalno bivališče v hrvaški Savudriji, ne. Kaj pa recimo pomeni to, da nenadoma zvemo, da ima sin ljubljanskega župana stalno bivališče v hrvaški Savudriji. Vemo tudi, da je prej mlajši sin Jure Janković, je bil nekaj časa na Cipru, ne, prijavljen, potem je bil prijavljen v neki garaži, se bo se spomnila, prav dobesedno garaži v Slovenski Bistrici na Štajerskem. To je to, ne. Kaj to pomenijo ta nenavadna stalna bivališča sinov ljubljanskega župana? Mislim, da se je vedlo, da ima on nekje na Hrvaškem, ker ne bi neke hotele na Krku ali nekje tam v bližini gradil, tako da se je takrat že govorilo o tem, da se je preselil na Hrvaško. Dejstvo je, da ima najbrž tam premoženje, ne živi, ne verjamem, da živi na cesti, ne, ampak naša država seveda se ne more, upniki se ne morejo poplačati. To sem hotel reči, ti si odvetnica, je to kaj povezan z vročanjem vabil, je to neka določena varnost za njega ali kako? Pa mislim, da ne, mislim, da si on ta stečaj, mislim, za njega je ta stečaj ugodnost. Moramo razumeti, da mi normalni ljudje bi osebni stečaj imeli kot blamažo, kot disaster, kot da si bankrotiral, skratka, bilo bi te sram, propadel si. Gre pa za drugo kategorijo ljudi, ki jih ne smemo gledati skozi naše oči. To je za ljudi, ki so z osebnim stečajem nategnili svoje upnike in pri tem ohranili svoje premoženje. Eno je, da je v osebnem stečaju bil Roman Leljak, ki je bil porok, pa se je na njega zlilo kup gnoja, pa je bil v osebnem stečaju kot porok nekomu, ne, ki je vzel kredit in ni mogel odplačati. In se mu je tudi odvzel status raziskovalca oziroma publicista. Kot sankcija tega se mu je to vzelo, torej ti ne moreš biti zasebni zobozdravnik, če si v osebnem stečaju. Aha, to pa nisem vedel. A to je res? Res je, to sem se jaz naučila pri Romanu, ne, ker nisem verjela, ko mi je prinesel odločbo in pa smo ugotovili, če si SP, ti oni prepovejo, tudi če si v stečaju zaradi take banalnosti, da si porok nekomu, ne. Jaz bi razumela, da si naredil škodo pri upravljanju svojega dela, da potem ti prepovedo opravljati to delo, ampak da si pa ti pač prideš v dolgove, ker greš za poroka nekomu, pa ti prepovejo opravljati svoje delo, je pa noro, ne, mislim, to je noro. Ampak Janković Damjan seveda nič ne dela, ne vem, kje bi bil on v službi in ne verjame, da bo... Direktor treh podjetij, treh različnih elekt. To je eno drugo, da je direktor, ampak kaj dela, ne, mislim, če dela kaj, ampak to mu ne bodo, ker on je direktor, ni SP, a ne, on bo seveda lahko še vedno dolgove delal. Torej, deva razumeti nekaj, stečaj zate, zame, za Bernarda osebni bi bila osebno poraz, a ne, mi bi to dojeli normalno. To so pa ljudje, za njih je pa statusni simbol, kako? Sigurno, le Pavčka. Pavček je šel v osebni stečaj, njegova žena je uveljavljala skoraj 2000 evrov preživnine, kar pomeni, da ves denar, ki ga je dobil,
ga je žena lepo do 2000 evrov, ali koliko, ne vem, govorim na pamet, ampak okrog 2 se je govorilo, a ne. Na ta denar se upniki ne morejo usesti, ne. Preživnine so privilegirane terjatve, a veš. In torej ti moraš se razvezati, ali pa niti ne, rečeš, da skratka, ne bo še, da se razvežeš in potem si dolžan ženi, vemo, da je Marko Crnković dolžan ženi 120 000. Tukaj vidim, ne, da je Damjan Janković v teh predlogu teh prisilnih poravnav s podjetji, ki jih sicer on vodi, ne, pojavil 7 milijonov svojih terjatev. Svojih terjatev, no, mislim, vidiš, pri nas je pri množici predpisov, ne, ki jih sprejemamo in se potem še hvalijo, smo predlagali spet novega, a ne, pa so ga sprejeli, ali pa ga niso. Pri množici predpisov ne naredimo bistvenega. Prvi primer, ko si govoril o Počivalšku in tem, mislim, to se da z enim zakonom, enim mečkanim 5 členov ali pa 3 členi, takoj rešiti. Kdor je sprejet v službo, tako ne more samo ne more status spremeniti in je konec debate. Pri teh osebnih stečajih je pa zgodba seveda dobro namerna, ampak veš, da so bili. Pri nas so vse sfiži, pri nas so oni vsi en korak pred nami poštenimi. Mislim, to je ta neverjetno. No? Dobro, zdaj besedo bomo dati še Bernardu. Ja, Bernard, kako pa ti gledaš na ta osebni stečaj, zdaj Damjana Jankovića? Ja, da gre za primer rdeče aristokracije. Družina Janković je tipičen primer teh rdečih fevdalcev, za katere zakoni ne veljajo oziroma jih zlorabljajo. Vemo, da je družina Janković pri prisilni poravnavi Elekte že dobila odpisanih 16 milijonov evrov. No in zdaj pri naslednji so pa planirali odpis 25 milijonov evrov. Ja, njegov način poslovanja in njegova uspešnost je popolnoma jasna. Dokler imaš ti zaslombo v državnih bankah, v tako imenovanih političnih kreditih, kjer za sabo puščaš tako rekoč razsulo, ekonomsko, poglej si samo primer financiranja štadiona, ne samo, da je projekt v poslovnem smislu nedokončan, ampak praktično ga ne bomo plačali Ljubljančani, ampak ga bomo plačali slovenski davkoplačevalci zaradi prenosa tega konzorcija poslovnih bank, ki je financirala štadion z 55 milijoni evrov podjetju Greb, ki je šlo v stečaj. Vse to je bilo preneseno na slabo banko. In zdaj poceni podano gospodu Rastoderju. 5 milijard evrov je način poslovanja Jankovića in kompanije. Se pravi, bančni kriminal se ne preganja. In jaz sicer čisto razumem, da je on nedotakljiv. Tisto, kar se mi zdi pa nenavadno, je pa, da kljub vsem dejstvom, ki jih o njegovem poslovanju in političnem delovanju poznamo, da očitno imaš pri prebivalstvu oziroma pri volivcih še takšno podporo, vsaj v Ljubljani, da gospod razmišlja celo o ponovni reaktivaciji na državnozborski ravni. Do tega bi prišli potem v drugem delu oddaje, ampak to nekako malo me subjektivno mnenje zanima. A mislite, vendar je, da temu zdaj Damjanu Jankoviću, ki hodi sem tja po Ljubljani, ni nič nerodno zaradi tega osebnega stečaja? Zakaj? Poslušaj, tem ljudem ni nerodno za nič, ne? Lahko so se v svoji družbi samo ponosni na to, kar so uspeli narediti. Mislim, se tudi družijo v svojem krogu, sebi enakih. A veš, naša ravnanja mi kontroliramo v primerjavi s svojo okolico. In če si ti obkrožen s sebi enakimi, potem si sprejet pač pozitivno. Vsi smo to naredili, vsi smo nategnili sodni sistem, Slovence blesave. In zakaj bi mi bilo neroden? Moj krog seveda verjetno bi mi pomagali, da ne bi prišel oseben stečaj. Zanimiv vrednostni sistem je to, ne? Ja, zanimiv, mislim, zanimiv, bi rekel človek, da je zavržen, ne. Samo zakaj to kupijo ljudje tega dela, pa jaz nisem psiholog, verjetno obstajajo neke. Jaz sem prepričana, da Bernard sigurno bi znal povedati, kje je to v duši človeka, da ima rad lopove, ne. Ampak nekje neka poteza je očitno Ljubljančanom všeč, a ne.
Čeprav je nebrž že zdaj Janković res mrtvo meso, bi rekla. Ne, nisem čisto zdaj siguren, malo bi o tem, zdaj bomo o tem govorili, tako da delno se lahko s tem strinjam, delno ne, kar si Lucija povedala, sve bomo zdaj videli, kaj bo prinesel čas, ne, ampak gremo zdaj na oglase, pa se vrnemo po oglasih k tej zdaj najnovejšim političnim potezam Zorana Jankovića.